Najprej bi te eno tako splošno, najbolj splošno, mogoče celo zelo poenostavljeno vprašanje vprašal. Kaj sploh je zdravje? Kako ti gledaš na ta pojem? Pa mislim, zdaj mi dva o tem lahko imava enih 5 podcastov, lahko pa v enem stavku povem, da je to pravzaprav pretočnost. To je en stavek, da je pretočnost česa, pa rečemo pretočnost vsega, kar se dogaja v telesu in povezanost. Ker telo ima svojo inteligenco in mi pravzaprav v tem sistemu združevanja raznoraznih signalov obstajamo bolj ali manj zdravi. Kadar človek ima odklone funkcije, on se lahko sam popravi in ta restauracija ne traja predolgo. Kadar človek ima motnje prostega gibanja, vitalne energije, živčnih impulzov, krvi, medceličnine, likvorja, kadar ima pomanjkanje česar v telesu, potem so to spremembe, ki prehajajo iz te funkcionalne faze v neko osnovno ali pa mi rečemo morfološko fazo, kadar se že ukvarjajo, strukture, brazgotinjenja, vnetja, take in drugačne poškodbe. In pravzaprav iz tega konteksta, če razmišljamo o zdravju, ne smemo pozabiti pa še on mentalni prostor. Skratka, to je neka naša blaginja, socialna, duševna, telesna, mislim, na večjih nivojih pač to lahko dodelujeva, ampak to, kar recimo je najbližje integrativnem tem modelu zdravja, je pravzaprav zagotovitev prostega gibanja vsega, kar podpira življenje. Evo, en stavek. In zdaj to velja za rastline, za živali, za človeka, ker Kitajci so pač na mnogo teh področjih seveda zahajali v detajle, ko to prosto gibanje ni zagotovljeno. In če govorimo recimo o Čini, ustavitev vitalne energije pač je bolečina. Butong se tong so rekli, ampak če govorimo o krvi, je pa to zbadajoča bolečina, to je že lahko predinfarktno stanje, to je nekaj, kar lahko predhodi srčnemu infarktu ali pa možganski kapi. Tako da dokler zastaja energija, noben nič ne vidi, ampak se čuti. In zdaj, če razumemo to zastajanje, mi lahko pač prestrežemo drugo stopino okvare, ki je lahko življenjsko usodna. Se pravi, bi pol rekel, da je nekako glavni cilj tega, eno stvar si omenil, ohranitev življenja in pa pred tem nekaj, kaj bi mi rekli, ampak čemu jaz dostikrat rečem, dobro življenje, se pravi ta blaginja. Vidi, zagotovitev prostega gibanja misli, energije, živčnih impulzov, vsega, kar je v telesu, kar ne teče, dela težave. To je pantarej, to je pač grška dialektika. Mi pa ne smemo zdaj to preveč poenostavljati, ker pač če nekaj dalj časa ne teče, so to lahko zelo resne okvare. Ampak problem je treba pač obravnavati na prvi stopnji, to se pravi stagnacija. In kadar gre za stagnacijo, pač njej sledi akumulacija, torej kopičenje. Zastoj, pač ki povzroči kopičenje, pač dolgoročno povzroča motnje, skratka presnovnih procesov, ki zahtevajo neko optimalno notranje okolje, mi rečemo notranji milje. In če se kopičijo toksični ostanki presnove, se lahko pač stopnjuje oksidativni stres, tako pač zelo popularen, Potem se pa lahko motijo temeljni biokemični procesi, celično dihanje. Zdaj pač v primeru tega našega nadležnega covida pač se ravno tako izražajo receptorji, skozi katere ta virus vstopa. Če celica ne dobi dovolj kisika, ona tuli pač na pomoč in vrže te receptorje ven, pride gospod virus in tu stopa. In to so pravzaprav vse sopomenke neke homeostaze, ker homeostaza pomeni optimalno utripanje vseh živih struktur v telesu in v naravi. In pljuča in dihala so recimo prvi organ, ki tej
mreži poveljuje. Skratka, pljuča upravljajo vitalno energijo v telesu. Če človek ne zna dihati, ima lahko težave z govorom, z prekrvitvijo, ga zebe, ima šibak glas in tako dalje. Tako da veliko stvari je praktično povezanih na tej prvi stopnji v gibanju vitalne energije. Ja, to, kar si omenil, veliko stvari je povezanih, ne? Ampak vseeno se mi zdi, da medicina se osredotoča na meje mojega telesa. Ne? In zdaj, kaj je zares prvi vzrok neke težave ali pa neke bolezni? Ne? Ker mislim, jaz sem sicer na zdravstveno šolo hodil, ne? In to se spomnim iz takrat, ko smo govorili o stresu, kot enem zelo pogostem dejavniku za bolezni v današnji dobi. Ne? Ampak stres se dogaja kje, ne? Oziroma, kaj je vzrok za ta stres? Ali je malo zunaj mene? Ne? Mislim, mi imamo stres za nekega dežurnega krivca, ne? In če ne vemo, kaj je narobe, pol pa rečemo, da je nekdo stresiran. Ne? Stres je dejansko dober izraz, ki ga lahko uporabimo tudi na ravni tkiva. Mi lahko tkivo spravimo, v kislo okolje in s tem povzročamo stres. Mi lahko stresiramo načrtno. Stresiranje je tudi eksperimentalni model, kako se vidi, kaj se vse zgodi. Recimo, če stresiramo miši, ne, ali pa to je ena taka splošna metoda. Človek se stresira tudi, če se postavi na glavo. Ne. Mislim, to so stanja, v katerih mi lahko uporabljamo stres kot metodo krepitve prilagodljivosti. Ne. Stres do neke mere je zdravilna zgodba. Stres, ki preseže to mero telesne prilagodljivosti, pa pelje v bolezen. Tako da naši trendi, naše vizije, stresa in vsega, kar on za sabo potegne, rabijo pravzaprav prilagodljivost. In preživimo prilagodljivi, drugi pač žal ne. In to je ta točka naravne selekcije, da dokler se človek nekako kultivirano odziva na vse dražljaje, ki mu pač pridejo iz družbe, iz narave, je pač zdrav, a ne? Ima neke svoje resurse, s katerimi lahko obstaja. Ne? V trenutku, ko človek postane neodzivan, ko se prej utrudi, ko ga pač stvari motijo, takrat se pač mora malo vase zapreti, mora si malo več časa vzeti in to je zdaj tisto, aklimatiziranje. Ne, in pač vemo, da vsak športnik pred neko večjo tekmo rabi day off. Ne. Mislim, to so vse te naše povezanosti in če mi znamo v kratkem času integrirati naše misli, dihanje, srčni utrip, mi se lahko hitro spravimo v neko optimalno stanje odzivnosti. Ne. Ljudje, ki tega niso vajeni, so pa v stresu, tudi če dve muhi pač brenkata okrog. Ne. To je pač neka naša vizija stresa, ampak naše bi rekel, zmogljivosti seveda z leti upadajo, še toliko hitreje, če jih ne vzdržujemo. To je vse stres, ne. Zato pravim, stresogeni odziv je lahko zdravilo, lahko je pa pogubni dogodek. Ja, vse je v tem ravnovesju nekako, ne, aj če je izven ravnovesja. Mislim, gre za amplitudo, gre za intenzivnost. Ne. Zdaj pač en pisatelj je rekel, da je celo vesolje pravzaprav kočija intenzivnosti. Ne. In zdaj v kakšni intenzivnosti nekdo odrašča, v kakšni intenzivnosti nekdo obstaja, to intenzivnost lahko tolerira. Ne. Če pa gre čez to intenzivnost, to se pravi jakostni razred. Ne. In tu smo ljudje seveda z leti v izzivu. Ne. Vsak ima svoje meje, če jih pravočasno prepozna in če se znotraj njih ohranja, je realno pač življenje zdravo in pozitivno. Ampak to sem hotel prej napeljati glede vzrokov, ne. Ko si omenil, da ti se raje ukvarjaš z primarnimi vzroki kot oziroma takrat med šolanjem si rekel, da te je zelo zmotilo, da nismo poznali vzrokov. Ne? Ampak recimo, če imam jaz infarkt, pa pridem recimo do tebe, ne? Kaj je vzrok za ta infarkt? Ne? A je nekaj v mojemu telesu ali je nekaj v mojemu okolju, v katerem jaz živim? Ne? Toliko let. Pa če sva natančna pa dosledna, jaz vedno začnem od družinske anamneze. Treba je pogledati, kakšne gene nosiš. Okay.
ker to so stvari, ki pač pripeljajo do povezav. Ne? Kak si ti živel, kaj te je pripeljalo do tega infarkta? Razumeš, ne? Ker jaz nisem nikoli gojil iluzijo, da jaz nekako prodajam zdravje. Jaz samo učim ljudi, kako naj pridejo do zdravja in jim neke stopnje pomagam pri tem. In z današnjimi izkušnjami jaz lahko rečem, da če bi imel dobre sogovornike na drugi strani, jaz bi ogromno teh zdravilnih dogodkov v telesu izval, ne da bi se pacienta sploh dotaknil. Ampak to je zdaj samo stvar zrelosti in stopnje razumevanja. Ne? Ker če nekdo dobi infarkt, to ni od včeraj. Čeprav obstajajo metode, s katerimi človeka lahko stresiraš in ga pripelješ, ne vem, v nekaj tednih do infarkta. To pač vojaška medicina zelo dobro pozna. Umetnost vojskovanja je danes zelo, zelo razvita veda. Ampak jaz ne bi v to smer šel. Jaz mislim, prvo, kar je treba ustvariti en prostor samoopazovanja. Pač mal obrabljeno se reče čuječnosti, ampak človek, ki zna recimo se toliko umiriti, da sliši srčni utrip, on nikoli ne bo dobil infarkta, ker se bo prej ustavil. In pač, če treniramo, ne vem, neke relaksacijske tehnike, bodi si autogeni trening ali pa biofeedback dihanje ali pa kaj takega, prvi pogoj je pravzaprav, da človek zna toliko miru v sebe preklicati, da sliši srčni utrip. Ker tam je človekovo bistvo. Pač tam domuje duša, pravijo Kitajci, ne, v svojem slogu medicine. In tam je prostor, v katerem dejansko lahko spodbudimo veliko modrosti, v katerem lahko tudi človeka do te mere oborožimo z bi rekel, preventivo, da ga ni treba non-stop nadzorovati. Se bo že ustavil. Ne. Važno je samo to vrzel razvozlati in obvladati tehniko skozi redni trening. In kadar dovolj pogosto in dovolj časa to počnemo, se zgodi pravzaprav ta samostojni slog zdravja.